predstavitvi knjige Pogled v večnost. Prva predstavitev je potekala v Celju v Antiki februarja letos. Sedaj pa je to druga predstavitev knjige in priporočamo vam, da si morda pogledate prvi del te predstavitve, ker na tem prvem delu spregovorimo o določenih temah, o katerih danes verjetno ne bomo govorili, zato bi bilo mogoče smiselno, da si pogledate še prvi del. Na koncu predstavitve boste lahko postavili vprašanja, svoje mnenja, svoje pomisleke, dileme, karkoli vam bo prišlo na misel. Danes pa je z nami Klemen Vidic. Klemen, ti si pastor Krščanskega centra Šentjur in v Ljubljani deluješ. Ti si božji služabnik, nekje 28 let deluješ za Boga, služiš Bogu. Je to, sem prav povedala? Zdaj razmišljam, koliko sem sploh starej. Veliko se slišal, pa ni to veliko. To hitro minevajo leta. Ja. Prvi del svojega življenja, nekje do 20. leta, pa nisi verjel, da Bog obstaja. Bi lahko malo povedal o tem, kako je potekalo tvoje življenje do tvojega 20. leta? Podobno kot ta človek v knjigi, sem veliko deloval na teh raznih športnih področjih in del narave in sem bil res dosti tako usmerjen. Tudi celo vojske nisem hotel iti služiti, ker pač sem bil res hipi in tako naprej. Ampak, ko sem bil star 20 let, sem čutil, da nima smisla sploh živeti še naprej na zemlji, ker stvari, ki bi me mogle osrečiti, me niso osrečile. Imel sem čudovito družbo, fajn punco, dobro sem zaslužil že kot študent in vse mi je šlo dobro, karkoli sem se lotil, ampak noter sem bil pa čedalje bolj prazen. In res sem začel iskati smisel življenja in najprej v vseh raznih duhovnostih, ki niso bile povezane z Jezusom, ker sem bil vzgojen v komunizmu in tudi iz ateistične družine prihajam. Ampak pač Jezus je imel drug plan. Tako. Kasneje te bom poprosila, da boš spregovoril o svoji izkušnji z osebnim srečanjem z Jezusom. Mogoče malo kasneje o tem. Zdaj pa bi se dotaknili knjige. Predgovor knjige Pogled v večnost je napisal splošni zdravnik medicine, dr. Richard Kent, in je povedal naslednje. Kot izkušen splošni zdravnik ne dvomim, da je Ian umrl po večkratnih ožigih škatlastih meduz. Po mojem mnenju je Ian McCormack doživel zastoj srca zaradi toksičnih učinkov ožigov škatlastih meduz. Te meduze so ene najnevarnejših strupenih živali na svetu. To gre za take velike meduze, ki prebivajo nekje od Avstralije do Indijskega oceana. V Jadranskem morju teh meduz ni, tako da se vam ni potrebno bati, da bi vas kakšna takšna meduza tudi pičila. Ampak kljub temu, če ena sama meduza piči človeka, ga ožge, lahko takoj v hitrem času človek umre. Ampak tako kot si že ti prej, Klemen, sam povedal, da mnogi ljudje iščejo resnico v različnih duhovnostih, na različne načine. Večkrat se zgodi, da praznino v sebi zapolnjujejo z raznimi potovanji, mogoče tudi s hrano, z alkoholom, z drogami, športom, z doseganjem različnih življenjskih ciljev in še bi lahko naštevali. Verjetno si Klemen srečal veliko ljudi, ki so v svoje življenje zapolnjevali z različnimi iskanji. Morda veš kakšen primer, kakšne osebe. Ti si govoril o sebi, morda še kakšen drug primer? Ja, v bistvu ogromno ljudi je iskalo resnico. In v bistvu včasih se kdo najde, da pač je ni našel, ampak jaz poznam ogromno ljudi, ki so jo najdeli, od
Tolstoja, ki sem ga bral, do Pascala, do ljudi, ki so iskali in na koncu prišli do temu, kar oni rečejo, največja resnica, in to je ta oseben odnos z Bogom preko Jezusa. Ne? Tako, kar je prvi stavek v slovenščini od Trubarja, pravo spoznanje, milost in mir in pravo spoznanje Boga vsem Slovencem, ne? Po Jezusu Kristusu. Se pravi, recimo meni je nikoli nam pozabil Elisa Cooperja, ki je tak darkerski rocker. In on je rekel, da v Times magazinu, da ni problem razbiti hotelske sobe pa narediti cel žur tam not, ampak slediti Jezusu, to je pa najbolj radikalna stvar, kar se jo lahko lotaš. In zato on sledi Jezusu. Se pravi, Alice Cooper sledi Jezusu. Ja, upam, da še. Ja, ja. Tako. Ian McCormack je iskal smisel v iskanju popolnega vala in v potovanju po svetu. Vendar se mu je na tem potovanju zgodila nesreča, kot smo že prej rekli, da je Iana ožgala smrtonosna meduza, škatlasta meduza. Ta dogodek mu je zelo spremenil življenje, saj se je takrat Ian zavedal, da bo umrl, in v zavedanju, da bo umrl, se je zgodilo nekaj nadnaravnega. Videl je vizijo svoje mame, takrat v umiranju, in imel je sliko pred sabo svoje matere, ki je zapisal potem v knjigi takole. Bilo je, kot da bi izgovarjala tiste besede, ki jih je rekla tako dolgo nazaj. Ian, ne glede na to, kako daleč si od Boga, ne glede na to, kaj si storil narobe, pokliči Boga iz srca, slišal te bo in ti odpustil. V tem procesu umiranja, se pravi, Ian vidi svojo mamo in sliši te besede. In Ian je tudi to storil, pričel se je proces zbliževanja z Bogom, vendar vas pozivam, da si več o tem preberete v knjigi. Ljudje pa pogosto mislijo, da so preslabi, da so v svojem življenju naredili preveč napak, da si ljudje ne zaslužijo odpuščanja. Pa je to res? Ja, v bistvu je res, ampak je rešitev. Mene je na enem kosilu smo bili, nikoli nam pozabil tega človeka, en zelo uglajen italijanski poslovnež. Jaz sem sosedu pomagal v enem poslu in me zraven povabil na večerjo, da bi mu pomagal dobiti eno stvar, ker sem tega človeka poznal. In mi tam sedimo za mizo štirje na poslovnem kosilu in on sred kosila reče, Klemen, a grem jaz v peku? In potem sem ga preslišal za nalaž, ker nisem hotel uničiti posla za mojega soseda iz to debato. Ker to so kar težke debate. Ja, to so zelo zahtevne. In potem sem pač jedel naprej in ga čisto ignoriral. In potem je pa spet čez 10 minut rekel, Klemen, a grem jaz v peku? In je odložil dol vilce pa nož. In potem sem rekel, dosti dober nisi, da bi šel v nebesa. In potem je skoraj znoril, kaj, a samo ti si dosti dober, a sam ti greš v nebesa? Se rekel, ne, jaz tudi nisem dosti dober, ampak v bistvu v nebesa grem zato, ker sem povabil Jezusa v svoje življenje. Se pravi, zaslužili smo si vsi peku, ker smo vsi zgrešili, vsi smo šli po svoje, ampak dobra novica je pa to, da nas Bog toliko ljubi, da je on plačal ceno namesto nas. Se pravi, ker je prvi človek zamočil in je zavrgel Boga in je on hotel biti Bog in delati vse po svoje. In človeštvo je toliko zabredlo v bistvu že v štartu, da je Bog poslal poplavo, da je sploh lahko rešil človeštvo še, da je par pravičnih najdel, da je spet začel iz nule skoraj. In potem jim je dal zapovedi Mojzesa, kasneje in tako naprej, da so vsaj malo razmišljali, kaj je prav, kaj je narobe. Ne? Ampak to ni bila popolna Božja volja. Popolna Božja volja je, da bo prišel Jezus, ko bo on plačal ceno, se pravi, on je umrl za naše grehe. Ne? In ko je ostal od mrtvih, je
zdaj na razpolago odrešenje za vsakega. Se pravi, jaz sem zdaj dosti dober in pravičen in svet človek zaradi njega, ne zato, ker sem jaz nekaj valizga naredil, ampak sem pa mogel se ponižati pa sprejeti to, kar je Bog mi ponudil. Ne. In to je Jezusa, njegovo odrešenje. Zdaj, da se ne bo napačno razumelo ponižati se, kaj to pomeni ponižati se? Ja, ponižnost ne pomeni, da se mučaš samega sebe ali pa tolčeš z bičem po hrbtu, ker to je še vedno ponos, ker ponižnost je nasprotje od ponosa. Ponos je, da si ti v centru, ne? Vse se okoli tebe vrti, v tebe vse odvisen. Ponižnost je pa, ko ne razmišljaš sploh o sebi. Se pravi, jaz pridem ponižno v Bogu takrat, ko gledam, kdo je on, ne kdo sem jaz. Se pravi, če sem jaz ponižen, se bom ful veselil v tem, kar je on zame naredil. Če sem pa ponosen, bom pa skozi razmišljal, sem dosti dober, ali nisem dosti dober. Ali pa koliko sem ful dober, ali pa koliko imam jaz zdaj rad Boga. Ne? In kjer vse sakramente sem že naredil, koliko stari mama sem že pač prinesel kruh iz trgovine ali karkoli pač. In to je vse ponos pač. Ja. Ponižnost je pa, da si toliko zaljubljen v Jezusa, da ti on v centru in pol narediš 10-krat več, kolikor se v tebi pričakuje. Se pravi, da potem je na nek način možnost, da človek ne razmišlja, joj, se za mene pa ni pomoči, preveč je bilo vsega hudega v mojem življenju. Je tukaj rešitev? Je rešitev? Jaz dobim skoraj vsak dan klice ljudi, ki mislijo, da ni rešitve za njih. In dostikrat mi kakšna oseba reče, meni se sploh več ne splača živeti, ali pa zame ni več rešitve. In pa rečem, aleluja, res, ne splača se ti živeti. In pa so čisto šokiran, ker sem mislil, da jih bom potolažil. In pa rečem, skrajni čas je, da nehaš živeti in predaš svoje življenje Jezusu in bo on čez tebe živel. In v bistvu jim povem, ko ti misliš, da je konc, da se ti ne splača, da je ful težko, si na najboljši točki svojega življenja. Ker zdaj lahko nekaj radikalnega narediš, ko ti bo cel življenje zaznamoval. Za 180 stopinj greš lahko v drugo smer in to je enostavno tako narediš, da predaš življenje Jezusu, ne? Ker živeli bomo itak vsi večno, ne? Ampak vprašanje kje. Ne? Zato je dobro, če ti kaj slabega zgodi, da to obrneš v korist svojo s tem, da greš zdaj na novo pot, ne? Da predaš življenje Bogu. Ne? Da pa lahko človek to naredi, je pa potrebno tudi neko razumevanje. No? Mogoče bomo danes prišli do delček tega razumevanja na tem srečanju, ker vsak človek hrepeni po Bogu, pa če se tega zaveda ali ne. To je, recimo, prav danes sem spet se spomnila ene izkušnje enega iranskega moškega, ki je govoril o svoji izkušnji srečanja z Jezusom in je povedal, da bil je v zaporu in je povedal, da sploh ni vedel, da njegovo srce hrepeni po njem, zato ker ko je imel osebno srečanje z njim, ko je videl, da je Bog odpuščanje, da je Bog ljubezen, da se je čutil tako zelo prevaranega, ko so mu govorili, da naj v imenu Boga ubija. In potem, ker je bil v zaporu, ker je pač določene stvari zagrešil v svojem življenju, je videl, da je bil nalagan, no? Da v bistvu Bog odpušča, Bog ljubi ljudi. Ja, to je ta vakuum v človeku, ne, ki ga noben drug ne more napolniti, ker Bog je duh in mi smo duhovna bitja, ker smo ustvarjeni po njegovi podobi. In vse stvari na zemlji, ki jih delamo, pač ne morejo tega vakuma napolniti. Ja. In to se strinjam s tabo. In v bistvu vsak človek hrepeni, da bi to napolnil. Da bi, in pač hudič ponuja ogromen alternativ. Ne? In ta svet ponuja veliko alternativ. Ampak tukaj je glih ta čudovita stvar, ne? Ker kdor išče, bo najde, ne? In se mu bo Bog razodel. Tako, ja. Ian tudi pravi, dovolj mi je bilo poslušanja laži in prevar.
Hotel sem poznati resnico, povsod sem jo iskal in zdelo se je, da ni nikogar, ki bi mi jo lahko pokazal. Govoril bi s komerkoli, ki bi mi lahko povedal smisel življenja. Nekaj mora biti resnica. Morda bi želel tukaj dodati. Ja, mislim, da to je res dobra točka, Ja. ker problem je, če nehaš resnico iskati in dosti filozofov pride do točke, da ni resnice. Ne? In to je najslabša opcija, ker bolje ne boš najdel. Ne? Dokler pa verjameš, da je, se ti pa lahko resnica razodane in še več, osvobodite. Ker to je Jezus rekel, spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila. In recimo, jaz prej sem prišel k Jezu, jaz sem 12 mesecev intenzivno iskal resnico, prav, ne. Ker jo nisem najdel v filozofiji, nisem jo najdel v religiji, nisem jo najdel v New Ageu, sem šel pol do psihiatra, ker je pač ena znana tam oseba je bila za študente, prav. In sem hotel zvedeti njeno resnico, ne. In ko sem videl, da ne išče sploh resnice, niti da je to ne zanima, sem bil pa res depresivan, ne? Ker nisem vedel, kam ne se pol obrnem sploh. Ne? In pač Bog je imel boljši plan, ne? Kakor čez psihiatra. Ne? Tako da me pripeljal čez najnižjo vrsto možno ljudi dojel sem. In to je spet ta ponižnost. V bistvu mi je preprodajalec droge mi je povedal za resnico. Čeprav sam še ni sprejel, ampak njegov sosed je poznal Jezusa. Ne? In danes pač je tudi ta človek prišel k Jezusu. In ne danes, ampak par let nazaj. Tako da je tudi on prišel v resnico, ki jo meni uznal. Tako da Bog vedno te bo pripeljal. Ne? Recimo Tolstoj, ki je iskal resnico, on jo je najdel enih kmetov. Ne? Prej jo ni najdel na najvišjih slojih, pri največjih modricih jo ni najdel. Ne. Bolje pri preprostemu kmečkemu ljudstvu pa prišel do Jezusa. Ne. In to je res usupljivo, ne, kako ima Bog načrt. Ja. Pa kljub temu ti si iskal resnico, ti si želel vedeti, kaj je resnica, kdo je resnica, ne? In si tudi našel. Bi lahko mogoče povedal svoje izkušnje, kako se je to zgodilo, kako se je tebi najprej Bog razodel, pa potem, kaj je temu sledilo? Ja, pač jaz karkoli sem bral, sem se ful notu živel. Ne? Tako da, ko sem začel brati razne pač duhovne knjige, ki niso imele veze z Jezusom, sem jih res probal živeti in izpolniti in sem pač molil v skladu s tem knjigam. In v bistvu sem se navlekel bolj demonskih sil, ne pa odnosa z Bogom. Ne. In potem sem se hotel rešiti tega in sem študiral druge stvari, ampak vedel sem, do konca moram priti, pa magar, če umrem. Ne. In v bistvu, ko sem vse sprobal od ljudi do stvari, ki sem pač mislil, da lahko me pripeljajo do resnice in ko sem posod bil brez upanja na koncu, da resnica, da jo lahko spoznam, sem pa res prišel do točke, da moram umreti. Ne. In pa sem razmišljal, kako bi se ubil, ne. Kako bi pač šel ven iz tega telesa, da vidim na drugi strani, kaj bo, ker enostavno nisem, preveč sem že doživel, da bi verjel, da ko telo umre, da bom jaz 2 metra pod zemljo. Jaz sem vedel, da to, kar je v mojem telesu, bo večno živel. To sem že vedel. Ne. In potem sem pač zgubil upanje, ne, ker na zemlji tega nisem najdel. Sem rekel, nič, moram umreti čim prej, ker brez veze mi je živeče 50 let brez resnice. Ne. Toliko sem bil lačen v bistvu resnice. In takrat je pa Jezus prišel. Ne. In je v eni vasi 5. julija 92 v vasi Žlebič, sem bil na Dolenjskem, sem prodajal knjige med študijem ekonomije in naenkrat je Božja prisotnost padla name. Ne. In nekaj je počel, ker jaz sem zaspal na eni klopci in sem slišal en bum, glasen bum. In v tistem je Božja prisotnost prišla na mene,
Ampak jaz sem bil totalen ateist. In glas je rekel iz te Božje prisotnosti, jaz sem živ, kje si pa ti, Klemen? In pol sem padel dol. Jaz sem tako vedel, da je to Jezus, da on je Bog, da on je rešitelj, da on je alfa in omega in vse. Haleluja. In sem se razjokal pred njim in sem ga prosil, da naj se mi razodane, da bi rad mu sledil. Ne? In potem me je pripeljal do prodajalca drog. Najprej sem šel do enega duhovnika v na kraju in sem ga prosil, če me lahko Jezusu pripelje. Pa mi je dal ful enih stvari, predmetov. Sem rekel, da nočem tega, da nočem stvari, ki jih je človek naredil. Ne bom nekaj med prsti držal, da bi prišel Bogu, jaz hočem direkt kontakt z Jezusom. In pa je rekel, kdo ti misliš, da si, da boš kar direkt se z Bogom družil. In sem videl, da človek v bistvu ne verjame v Jezusa na ta način, ki bi jaz rad. Videl sem, da človek ima nek ritual, neko religijo, nima pa odnosa z Bogom direkt. Ne. In niti ne verjame vame, da imam jaz lahko odnos z Jezusom. In sem bil res še bolj depresiven, ker sem mislil, kaj smo zdaj prišli, še duhovnik mi ni mogel Jezusa pripeljati. In kdo pol pozna sploh Jezusa, sem razmišljal. In pol sem prišel človeku, ki me je zalagal s hašišom, pa marihuano, pa pač takimi lažjimi drogami. In sem rekel, daj mi en joint. Pač spoznal sem, da je Jezus resnica, ampak ne morem do njega priti. In pol mi je on povedal evangelij. Je rekel, Jezus je živ. Sem rekel, wow, to vem, kaj mi je rekel direkt. On je na križ odnesel vse tvoje grehe. In zdaj tvoja naloga je, da ga sprejmeš za svojega Gospoda, da ga povabi, da mu predaš svoje življenje in mu rečeš, pridi zdaj ti v moje življenje, bo ti moj Gospod. In potem ti je molitev samo pogovor z Bogom in se družiš z njim in tako vstopiš, on bo prišel živeti vate in tako imaš osebni odnos z Bogom. In sem bil ful fasciniran in jaz sem pač povabil pol Jezusa. Sem rekel, Jezus, jaz sem slab človek, priti v moje življenje. In sem dol padel dobesedno. Ne. Takšna moč je prišla vame, Jezus je skočil vame in sem bil spremenjen zavedno. Aha. Ja. In danes imaš še vedno veliko ljubezen do Boga, do Jezusa. Se vidiš, da je to res smisel življenja. Ne bi rekel, da imam jaz veliko ljubezen do Boga, ampak je to njegova ljubezen v mene. Jaz sem samo pač ful vesel, da sem se znajdel noter v tem ljubezenskem trikotniku z Bogom. Kako si vedel, da je bil Jezusov glas to? Kako si to prepoznal? Kako si vedel? Mislim, Bog redko kdaj govori od ozuni noter. Večinoma govori čez tvojo vest. Ampak, ne vem, enih 5-krat, 6-krat v življenju tako govoril prav audio, glas. In to je bilo pač prvič. In samo, ko je rekel, jaz sem živ, sem vedel, da je to Jezus. Ne znam te razložiti, ker nisem nič videl. Ne, ampak njegov glas je več kakor audio zvok, ampak je v bistvu oseba. Ti si v prisotnosti osebe in točno veš, kdo je ta oseba. Naenkrat, po mojem, da tvoj duh rezonira z njim. Naenkrat, ker si ustvarjen po Božji podobi, se tvoja notranjost odzove na ta glas, tako kada, jaz sem se tako počutil, ker recimo 5 let star otrok, ki se je izgubil v gozdu in ne zna ven poti najdeti in ga je oče najdel zdaj njega. Ne. Tako sem se počutil. In sem rekel, wow, zdaj sem najden sem, ne. Zdaj se več ne bom zgubil. Ne. In to je res takšna sreča. Jaz 2 tedna sploh nisem mogel verjeti, da po tleh hodim. Toliko sem se dobro počutil. In pač moja punca, ki so bila najboljša frenda, me je pač pol pustila, ker ni mogla to preživeti, ker jaz nisem spat več hotel z njo, si predstavljaš. Dokler se ne poročijo več, ne spal s tabo. To ni prav. Naenkrat ti vse, Bog ti razodane resnico. Ne? In ta resnica te osvobodi in pol se nočeš umazati stvarmi, ki niso pravne. In ne moreš več lagati, ne moreš krasti, ne moreš grešiti. Vse to so ti smeti. Ne? In
v zameno dobiš pa Božje življenje, originalne. Original je pa Ja. Sveti Duh. Ja. To je pa tretja Božja oseba, ki te pa napolnjuje z radostjo, veseljem, upanjem. Tudi če bi te kdo s pištolo grozil, ti je vseeno, ker se imaš toliko nad tem si, toliko si izpolnjen Svetim Duhom. Ja. No, Ian McCormack je pa doživel smrt, dejansko je umrl v bolnišnici, potem se je pa znašel najprej v nekem temnem prostoru, spraševal se je, kaj tam počne, se je vendar svoje življenje, je prosil odpuščanje, svoje življenje predal Bogu, prosil je za odpuščanje in potem, ko je vprašal, kako to, da sem jaz tu, Bog, zakaj sem tu, vse sem vendar se tebi predal, ga je ta svetloba Boga, Božja prisotnost ga je dvignila iz teme. Namreč v prvi predstavitvi Pogleda v večnost smo govorili, da obstajata dve kraljestve, kraljestvo teme in kraljestvo luči. Pa morda na koncu, če bo kdo imel kakšno vprašanje, ampak zdaj se je Ian znašel v Božji prisotnosti in med drugim v knjigi opisuje tudi tako, bi lahko vstopil, Ian vidi svetlobo, vidi nekoga, vidi človeka pred sabo in se sprašuje, bi lahko vstopil, ni bilo glasu, ki bi rekel ne. Torej, stopil sem naprej in prestopil prag te luči. Ko sem stopil v svetlobo, je bilo, kot da sem prodrl v tančico razpršenih bleščečih luči, kot zvezde ali diamanti, ki oddajajo najbolj osupljiv sijaj. Ko sem hodil skozi svetlobo, je še naprej zdravila najgloblje dele mojega bitja, zdravila je mojega zlomljenega notranjega človeka, čudovito je ozdravljala moje zlomljeno srce. Ko se človek enkrat sreča z Bogom, se to zgodi, da Bog prične zdraviti notranje rane, bolečine. Tako. Ian spozna, da je Bog resnica in da je moral umreti, da je prišel do tega spoznanja. Ni pa potrebno, da mora človek umreti, ne? Ni treba čakati na smrt, zato ker ni nujno, da bo človek tudi na pragu smrti imel to srečo, to milost, bomo rekli, da sreča Boga prav na pragu smrti. Kaj pa, če ne? In kaj bi ti predlagal ljudem, da ne bi čakali tako dolgo? Kaj bi predlagal ljudem, da srečajo Boga? Kaj lahko storijo? Ja, najbolj se je direkt na njega obrniti, ker pripravljen nikoli ne boš dost. Nikoli okoliščine ne bojo glih vse zvezde na pravem mestu in vse račke v vrsti. Vedno bo nekaj narobe, ne? Vedno, zato, ker je vojna, to je v bistvu največja bitka je glih med tabo pa Bogom, ne? V bistvu pač Bog je že plačal ceno, ampak vojna je za tvojo dušo, ne? Ker še nekdo drug obstaja, ne? Ker pa noče, da si ti z Bogom in te hoče zavesti pa povleči v temo. Ne? In to je, zato bo vedno bitka, a boš ti pa šel v Hevesu ali ne. Ne? Tudi, ko priješ Hevesu, se ga moraš držati, ker pač živimo v duhovnem svetu in obstajajo tudi demonske sile, ki sovražijo Boga. In tako, ko se je prvi človek uprl Bogu, se tudi v nas pol hoče nekaj upreti Bogu in moramo pač prenavljati svoj z Božjo besedo, hoditi z Bogom, se družiti z brati in sestrami v Kristusu in tako naprej. Zato tudi imamo krščanski center v Šentjurju, zato da se dobivamo skupaj, se prebrimo v hoji z Bogom. In človek recimo, jaz sem recimo te punci, ki je šla stran od mene, sem rekel, prid na naš srečanje, pa se useti v prvo vrsto, pa zapri oči. In ker nič ti ne bo všeč, zato, pač, ko vem, kakšni smo bili, mi smo bili vsi proti Bogu, ne? In se rekel, samo prid čim bliže, da se te v Bog dotaknil, ko bo bend špilu in tako naprej, ko bo pridigar goru in pač nič ne bo všeč, ampak ti samo reči, Bog, če res obstajaš, si mi razvodena, te hočem spoznati. Če ga hočeš, seveda, če ga nočeš spoznati, ga itak ne boš, ne? Ampak če bi rada ga spoznala, bod iskrena, ne? Pa če daj ven vse, kar ti ni všeč iz glave
pa bod sama z Bogom, ne, zapri se z njim in če obstaja. In kaj se je zgodilo? Na pol srečenja je cel telo se je stresel, jokala, ful. Vedela je, da je Jezus živ, ne. Ampak pa za nekaj časa bo dobro, ampak imela je preveč svojih planov drugačnih, ne. Tako da še vedno imaš, bitka gre do konca, življenja je bojne, tako da ne čaka do konca, Ja. ker ti nikoli ne veš, če je danes ta čas milosti, da to poslušaš sploh, ne, ker ni veliko dnevov, ko lahko poslušaš resnico. Večinoma boš poslušal naravne stvari tega sveta, kaj se na zemlji dogaja, koliko je ljudi okuženih, kaj bo drug let in tako naprej. Ampak, če imaš priložnost, da se srečaš z Jezusom, pol ne zamuditi te minute, sekunde, trenutka, poklič ga, povabi, obrniti se na njega. Ne misliti, se bom jutri, ker ne veš, res ne veš. Jutri lahko, da boš vse skupaj pozabil, recimo. Ne. Pravi, predlagaš, da se vsak posameznik obrne na Boga z vprašanjem, Boga, ti res obstajaš? Če ti res obstajaš, razodeni se mi, ker jaz želim vedeti resnico. Recimo, ja. Tako. Ja. Se pravi, to, kar imaš v srcu, mu izli svoje vprašanja. Ker on se ti bo, ker to je njegova obljuba, kdor trka, se mu bo odprlo. Kdor išče, bo našel. Ker mi doskrat trkamo, pa mislimo, se nikoli ne bo odprl. Ni res, ker če iščeš njega, ki je Bog, on si 10krat bolj, kot ti želiš, da bi se ti razodel. Tako da, če njega iščeš, ga bo sigurno našel. Ne? Ja. Včasih ljudje morajo priti v stisko, oziroma pridejo v stisko, pa potem iščejo, Boga, si ti tam, a me slišiš? Ja, to se je recimo meni tudi dogajalo, ko sem leta 2012 se spraševala, ker sem prej imela neko vero, nekako se mi je zdelo, da verujem v Boga, ne? Pa potem sem vse skupaj izgubila. In leta 2012 se prav spomnim neke situacije, bila sem doma in sem vprašala, Bog, a si ti resničen, a ti res obstajaš? A je vse skupaj to, si nekdo zmislil, a ti si resničen? Kaj je res, ne? Kaj je res? In po določenem času sem tudi sama dobila odgovor, v bistvu klic, Simona, pridi k meni. In jaz vem, da je bil to klic v srce, Jezusov klic, ki me je poklical, jaz sem takrat slišala njegov klic, rekel je, Simona, pridi k meni. In to je, jaz še danes, ko se tega spomnim, sem ganjena, no, ker to je res tako posebno doživetje, ko veš, da te Bog pokliče, veš, tega vam ne more nihče vzeti, ne. In kje si to slišala, Simona? V srcu. V srcu? V srcu. To spet težko razložiti, to situacijo, ampak vedela sem, da je to Jezus. V srcu sem slišala njegov glas, ki ni bil audio glas, ampak slišala sem njegov glas, Simona, pridi k meni. Wow, ja. In to je bil najsrečnejši dan na svetu v mojem življenju, zato ker jaz sem prišla k Jezusu, sem rekla, ja, Gospod Jezus, bodi ti moj Gospod, bodi ti Gospod mojega življenja. In to je za mene bila najboljša odločitev. Wow. Ja, in najboljši dogodek. Ni ga boljšega dogodka. Ja. In to je taka radost, sreča, milost, hvaležnost, da se je meni to razodelo, da se je meni to zgodilo. Samo zakaj? Točno zaradi tega, ker sem želela vedeti resnico. Se pravi, da bila si ful religiozna, ampak pol te pa zanimalo, a je res Jezus, da je to. Ja, tako. Ja. Potem je pa, če se vrnemo nazaj k knjigi, Ian opisuje, da je stal na pragu raja. Opiše ga takole. Ta novi svet je bil povsem nedotaknjen. Pred mano so bila zelena polja in travniki. Celo trava je oddajala tisto svetlobo in življenje, kot sem ga videl v Božji prisotnosti. Na rastlinah ni bilo bolezni.
Tudi če bi pohodil travo, bi se takoj dvignila nazaj v življenje. Sredi travnikov sem lahko videl kristalno čist potok, ki vijuga po pokrajini z drevesi na obeh bregovih. Na moji desni so bile v daljavi gore in nebo je bilo modro in jasno. Na levi strani so bili zeleni griči in rože, ki so sijali v čudovitih barvah. Raj! Vedel sem, da je moje mesto tu. Potoval sem po svetu in iskal raj in tu sem ga našel. Počutil sem se, kot da sem se prvič rodil. Vsak del mojega bitja je vedel, da sem doma. Pred mano je stala večnost. Samo en korak stran. Ianu je bila potem ponujena priložnost, vprašanje, Ian, ali se želiš vrniti? In Ian se potem odloči in reče, ja, želim se vrniti, zato ker želim povedati mami, da je vse tisto, kar ona verjame, da je res Bog, da je res to, kar mu je ona govorila v celo življenje, pa vendar on tega ni verjel. On je rekel, to je za stare mame, ne? Tega jaz ne rabim, to jaz nič ne verjamem. Ampak zdaj je pa videl, da je res. Tako je prišel nazaj in zato imamo tudi danes priložnost se pogovarjati o teh temah in resnično ljudno vabljeni, da si preberete njegovo zgodbo, ki se res dotakne srca. Ravno danes sem imela priložnost govoriti z eno srednješolko, 4. letnika srednje šole in je prebrala Ianovo zgodbo, vprašala sem jo, kakšna se ji zdi knjiga in je rekla božanska. Ja, tako je odgovorila na to vprašanje. Jaz sem že veliko knjig dal svojim prijateljem, ampak tole, kar ste zdaj naredili, pa na to dobim pa največ tudi odziva potem nazaj, koliko so zadovoljni s knjigo, tako da sem res kakšno darilo, brezplačna knjiga, pa res dober sporočil, a bo kmalu drugi del. Mogoče s kako drugo izkušnjo. S kakšno drugo. Ja. Wow. Fajn. Zgodba Iana McCormacka je globoko ganljiva in povsem verodostojna, pravi dr. Richard Kent. Čeprav sem poznal Ianovo zgodbo, sem se ob branju te knjige začel spraševati o končnem namenu in usodi svojega življenja. Upam, da si bodo isto vprašanje postavili tudi drugi bralci. Pravi tudi, da je, kot pri vseh nadnaravnih dogodkih, resničnost le teh potrebno preveriti z resnicami v Svetem pismu. Tu bi nekje zaključili naše srečanje, pa bi povabili vas, občinstvo, če imate kakšno vprašanje, komentar, dilemo, karkoli. Res je, da tudi v knjigi opisuje, še da je Ian potem, ko je prišel nazaj v življenje, so ga napadali demoni. Zdaj, da se ne bi ljudje prestrašili. Demoni so ga napadali, ker on je prej živel takšno življenje, drogiral se je, popival je, imel je več različnih žensk, pa še marsikaj mogoče, in je s tem odprl vrata za delovanje tem demonskim silam. Bi lahko mogoče še malo to razložil. Ja, v bistvu človek ima svobodno voljo in tako, kot Jezus ne more priti v tvoje življenje. Bog ne more priti v tvoje življenje, če ga ti sam ne povabiš, ne? In mu rečeš, priznavam, da si plačal ceno zame in sprejemam to, ne? Verjamem vate, pridi v moje življenje. Zdaj za demonske stvari pa odpreš svoje življenje tako, da pač se udeležuješ stvari, ki te odpirajo za ta svet. In recimo alkohol, droga je sigurno ti to odpre vrata, ne, za demonske sile. Ne. In dostikrat si brez veze pol jezen, zatežen. Jaz recimo nisem verjel v Jezus, ampak enkrat sem slišal človeka govoriti o Jezusu, sred Ljubljane.
en band nekaj špilil in sem prišel pogledat, dobra muzika, sem že malo začel plesati zraven. In potem je človek omenil Jevsa, sem kar mravljinci so mi šli jeze tako čez cel telo. In sem vedel, da nekaj v meni se ful uprl. Sam, ko sliš ime Jezus, ne. In včasih sam Jezusa omenaš in kar strese celo atmosfero, ne, ker to ime, vsi demoni trepetajo po tem imenom. In kad ti recimo, da imaš eno punco, pa z njo spiš, dva postaneta eno, piše v Svetem pismu. Ne. In pol se pač razidata in zdaj greta narazen in sta pač raztrgala to enotnost in greš zdaj z drugo osebo si eno spet. In pol s tretjo in tako naprej. In enkrat si čist sesut, enkrat si zmedan, raztrgan, raztresen. In to je pač, to odpira vrata za duhovne rane, duševne rane, demonske sile. Zato apostol Pavel prav, kdor se z vlačugo združ, pol je en duh z njo. In v bistvu, kaj imata skupnega tempelj, svetega duha, pa hudičev tempelj. Se pravi, njeni demoni pol tudi v tebe pridajo. Se pravi, to stvari se vmešajo pol med sabo. Ne. Tako da, ko slediš Jezusu, je dober pol, ko ga spremeš, da se odrečeš tem demonskim silam. Ne. Da, recimo, ko sem iskal Boga, jaz sem molil duhovnim bitjem. Ne. In pol sem in pol sem imel probleme, res, z demonskimi silami. Ne. Tako da sem pol že videl demone včasih, tako naprej. In ko sem prišel k Jezusu, ko sem sprejel Jezusa v svoje življenje, so me ponoči napadali, vlekli dol z postelje. Sem se prijel za rjuho, skupaj za rjuho sem dol z postelje padel. In pol sem se naučil, da samo rečem v imenu Jezusa stran od mene. In so takoj pobegnali, ker ime Jezus je nad vsakim imenom. In zdaj, če bi rad imel zmago nad demonskimi silami, recimo strah je demon. Eni ljudje so zvezani s strahom. Ne. Vse, kar že obraz, ki ga vidiš, je skozi se prestrašen. Ne. In to je pač na en demon strahu se na njega nalepil. In zato v pismu Timoteja, v Svetem pismu apostol Pavel uči mladega pastorja in mu prav, Bog nam ni dal duha strahu, se pravi demona strahu, ampak duha moči, ljubezni in zdravega razmišljanja. In seveda v imenu Jezusa je naša moč. In vidimo v apostolskih delih, če bi rad videl, kako delujejo demonske sile, pa Božji duh, kakšna je to konfrontacija, predlagam v Novi zavezi, da pogledaš, kako je Jezus živel, recimo v evangelih, pa da pol pogledaš, recimo preberci apostolska dela, takoj za evangelij, lahko vidiš, kako je prva cerkev živela in vidiš, tam imaš vse živo od vedeževalk, recimo vedeževalka govori apostolu Pavlu, pa tem ljudem resnico, pazi se prav. Obstajajo vedeževalci, ki jim demoni govorijo resnico o življenju osebe, ki jih njim prišla po določene informacije. Ne. Ampak oni ne morejo prihodnosti videti. Oni napovedujejo, ampak prihodnost samo Bog ve. Ampak oni poznajo ime tvoje babice, demoni, ne vem. Oni pač ti lahko za preteklost govorijo in recimo Pavel je imel dost te vedeževalke v apostolskih delih, ki je 2-3 dni tam štalo delala, hodila za njimi in sicer je govorila resnico, to so Božji služabniki govorila, ne. Ampak on se obrnil in je tega demona iz nje izgnal. Se pravi, ti v imenu Jezusa lahko demonov ukažeš in te more poslušati. In je bila osvobojena. Ne. Ampak, ko so eni ljudje to videli, ki niso poznali Jezusa, so še oni hoteli, ki so poznali ljudi, ki so obsedeni z demoni in so oni hoteli demone izgnati iz ljudi in so demoni njih pretepali. Tako da so goli pobegnali. Se pravi, demoni so jim obleke strgali, vse živo. Se pravi, ti ne moreš sam se boriti, ti moraš najprej vedeti, da si ti v Božjem kraljestvu, da je Jezus tvoj Gospod, da si ti Božji otrok, potem imaš pa avtoriteto. Ne. Se pravi, ti si lahko
en dan star v Jezusu. Lahko si še včeraj bil ti, danes si predal, lahko si bil religiozen, kot ti, ampak ko predaš življenje Jezusu, ko sprejmeš, da je on plačal ceno na križu za tvoje grehe, ne, potem hudič več nima oblasti. Ko hudič ima oblast, dokler ti še dolguješ za svoje grehe. Ampak, ko pa ti sprejmeš, da je Jezus plačal ceno za tvoj dolg, pol pa hudič več nima kaj. Pol pa, ko te pride obtoževati, pa ti meče obtoženco na mizo, jo lahko sam podpišeš, v imenu Jezusa mi je odpuščeno. Sprejel sem Jezusa, to je to. Kri Jezusa me oprala in zdaj hudič nima nič, kar bi lahko proti meni vrgel. Se pravi, zdaj, ko jaz rečem v imenu Jezusa, demon zapusti tega človeka, me more poslušati, ker sem opran v krvi Jezusa. Ne. Se pravi, sem na pravi strani. Ne. Če pa ne bi poznal Jezusa, pa to ne deluje. Recimo, en primer, ne. Pred parimi tedni je ena študentka prišla k nam v krščanski center in je bila osvobojena. Je rekla, da je imela ful enih demonov, ki je začela iskati resnico in je šla v New Age in delala vse žive duhovne stvari. In je rekla, da edina oseba, ki je bila verna v njeni družini, je bila njena babica in je šla najprej k babici, prejnih nam prišla, je šla najprej k babici, rekla, babi, mol zame, ka moram biti osvobojena demonov in ne moram se drugače osvoboditi. Probala je, tudi New Ager ima ene tehnike, ampak nič od tega ni delovalo. In pol je njena babica začela moliti k mrtvim, k svetnikom, ful enih religioznih molitev in demoni v njej so se posmehovali tem molitvam, ker ne delujejo. Si predstavljaš? Ja, se pravi, to se je pa navzven pokazalo tako, da se ona smejala, kot da to se pa ona ne vem. smeje. Ne, ampak ona je rekla, da je prav vedela, kako demoni, ki jih je sprejela v sebe, se posmehujejo tem molitvam in nočo iti ven iz njega življenja in ne bo šli. In pol, ko je pa k nam prišla, smo pa to izgnali v imenu Jezusa. Ne? In ko ti ukažeš v Jezusa imenu, pa ko poznaš Jezusa, tukaj ni filozofije. Ne? To so kratki dialogi, to niso neke zakomplicirane molitve. Ne? Ker čim kompliciraš je nekaj narobe. Ne veš, kdo si. Ne? In pa če je bila osvobojena. Ne? Ja, krasno. Recimo, a lahko še eno glede demonov. Seveda. Mi smo vsako soboto smo pridigali evangelij na Čopovi ulici v Ljubljani. In pa so se ljudje začeli zbirati, oziroma vsako soboto zjutraj, ko hodijo tam v tržnice in tako naprej. In tako drama, malo muska in pol, jaz sem vedno podelil evangelij, kdor bi rad sprejel Jezusa, ker Jezusa moraš sprejeti, ni dovolj sam, da poslušaš, moraš se odločiti, pa mu predati svoje življenje. Se rekel, kdorkoli bi rad sprejel, se naj dvigne roko in bomo skupaj molili, da Jezus pride v tvoje življenje. In pol ena gospa dvigne roko in še istočasno teče proti meni. Sprav teh 15 metrov iz publike teče vame. In jaz sem tako, meni se kar roka stegnila in sem rekel, spustijo v imenu Jezusa. Ker je pač, ko ti Jezusa sprejmaš, on živi v tebi. In pol včasih kaj narediš, ko nisi planiral, ne? Ker Sveti Duh čez tebe to naredi. In moja roka je kar sama tako naredila, sem rekel, spustijo v imenu Jezusa. In je ena zelena tekočina skočila ven iz nje, dol na ulico med to nalit in je pol zginila. In to je bilo, ta kozarc bi komot na filmu, toliko je bilo tega. In pol nisem vedel, ali je to vizija, ali se je to res zgodilo. In sem ljudi tam vprašal, a ste videli to zeleno tekočino? So vsi rekli, ja, kva je to? In sem rekel, to so demoni. In pol sem gospo vprašal, s čim se ukvarja. Pa rekla, jaz sem učiteljica v šoli. Sem rekel, ne, neka duhovna stvar, nekje ste mogli odprti vrata, ker ne more kar demon biti v tebi brez veze. In pol je rekla, ja, prejšnji teden sem šla na eno seanso, kjer smo hodili po žerjavci. In sem pač mislila, se to ni nič tazga. Ampak ne, ti moraš tam poklicati duha, ognja, da te ščita, ali nekaj tazga. In ti moraš vedeti, kjerkoli duh, ki ni Jezus, je demon. Pač se imajo milijon imenov, Bog sonca, Bog lune, Bog ne vem čez, to so demonske sile. Ne. Se pravi,
ne se ukvarjati z nobeno duhovnostjo, ne, razen z Jezusom, ker Jezus je rekel, jaz sem pot, življenje in resnica, nihče ne pride k očetu, razen po meni, se pravi, in prav je tako, ker če bi bilo 100 poti do Boga, ne bi Jezus na križu za nas umrl. Pol ne morata biti dva Boga, ne, ker pol to ni Bog, da rabi še enega zraven. Pač to ne obstaja. Ne obstaja samo en Bog, ena resnica, ena prava pot. In ta Bog je več kot dovolj, ne. Več kot boš, ne rabiš še drugih variant. Ne. Ja, tudi sem se spomnila zdaj na film Case for Christ. Lee Strobel, to je bil novinar, zelo priznan novinar, ki je dobil tudi Pulitzerovo nagrado, se je odločil, da bo dokazal, da Bog ne obstaja, da je to prevara. In potem, ko je šel na to pot raziskovanja, je bil presenečen, kaj je ugotovil, ker on je bil prepričan, da bo dokazal, ker je bil zelo dober novinar, da bo on dokazal, da se njegova žena moti. To ne more biti resnica, ne, da Bog obstaja. Potem pa ugotovi, da je Bog resničen, s dokazi, s podprtimi dokazi. In vam priporočam, primer Kristus je to v slovenščini, da si ga pogledate, da ga poiščete in ga pogledate, ker zelo nadzorno pokaže tudi dokaze o vstajenju, o njegovem vstajenju, o življenju, o dokazovanju, zakaj je Sveto pismo verodostojna knjiga. Res zelo, zelo dober film, kvalitetno posnet, po resnični zgodbi. Tako da to mogoče še ena spodbuda za raziskovanje. Ja, fantastično je. Mi smo to knjigo delili na eni gimnaziji in smo vsem, celemu razredu, tam 4. letnikom, ki so študirali v angleščini, smo to knjigo delili in so bili ful presenečeni, da to obstaja sploh, ker v bistvu to bi mogli v šolah učiti, ne, ta dejstva zgodovinska, ki ful potrjujejo njegovo vstajenje. V bistvu največja resnica, ki se je zgodila, največ dokazov zgodovinskih, pa noben o tem ne govori. Ne. Vprašanje, zakaj? Ne? Ja, vprašanje, zakaj? Ima morda kdo kakšno vprašanje? Bogu smo všeč po veri, če se mu bližamo po veri, ne po delih, pravi, po lastni moči. Jakovovem pismu piše pa, da vera brez del je mrtva, če bi lahko malo tem raznovali. Ja, hvala ti za to vprašanje. Se pravi, Bogu smo všeč po veri, v Jakovu pa piše, da rabimo pa dela, da brez del je vera mrtva. To je pač vsa resnica usporedna. Vse, kar je Jezus učil, je primerno naravni pa duhovni svet, ker je resnica usporedna. Ne? Se pravi, z naravnimi stvarmi lahko duhovne razložiš. Se pravi, poglej si drevo. Ne? Jezus je rekel, lahko iz enega drevesa istočasno imaš, ne vem, dober pa slab sad. Imaš lahko iz studenca slano in sladko vodo. Ne moreš. Se pravi, recimo, če imaš ti jablano, bojo jabolka zrasla. Ne morajo iz jablane pomaranče zrasti. Se pravi, če imam jaz vero, ne, se pravi, sem všeč Bogu. Ne, se pravi, z vero sem všeč, ampak rezultat tega, da pa jaz vem, da imam res vero v Boga, bojo pa sadovi. Ne, bojo pa ta dela vere, ker vera pa proizvaja dela. Ne, se pravi, vera ni umsko strinjanje, da se jaz strinjam, da je Jezus Bog. Ker tudi hudič verjame, piše, pa ni odrešen. Ne. Se pravi, prava vera je akcija. Vera je v bistvu dela, se pravi, da jabolk zrastel na drevesu, je dokaz, da je to drevo res jablana. Ne. Se pravi, ni pa zdaj fokus vsega, da se drevo ful napenja, pa trud, da bo proizvedel jabolko, ki ga ne moreš. Cilj drevesa je, da je priklopljen na korenine not v zemljo in da črpa. In to je vera. Se pravi, cilj vere ni, da je fokus, moram dobro delati. In če bom še kaditi nehal, pojme bo pa Bog sprejel.
Jaz recimo, ko sem se sprejel, sem takoj bil osvobojen alkohola, pa drog, pa tega, ampak cigarete sem pa še vedno 3 mesece kadil, 1 mesec in koliko. In sem se mislil, če bi sam še to nehal, pa bom pa res totalno svet človek. In pa sem nehal, pač me Bog osvobodil nadnaravno, ampak pa sem pa nekaj drugega najdel. In vedno pač, ko si na sebe pa na svoje dela fokusiran, nikoli ni dost. Nikoli nisi dost dober. Nikoli nisi dost svet. Ne moreš, zato piše, vsa naša dobra dela so kot umazane cunje pred Bogom, ker s tem se ne moreš upravičiti. Če bi se jaz deli upravičil, pol je brez veze Jezus umrl. Zato apostol Pavel ful preganja ta nauk, da vera ni dost. Da moraš zdaj še nek del zakona spoštovati, če hočeš biti odrešen. Ne moreš. Odrešen si samo z milostjo, ki jo sprejmaš po veri. Se pravi, zato je to nekaj, kar si jaz nisem zaslužil. Ampak če jaz rečem, da sem odrešen, moje dela so pa ista kot prej, ali pa še slabša, je pa vprašanje, če sem res odrešen. Se pravi, naloga del je, da pokažejo, kaj jaz verjamem. Ne morem jih pa dati. To je tako, da bi dal vagon s premogom pred lokomotivo. Ne moreš. Ali pa potniški vagon naprej. Ne, dela pridejo za tabo. Se pravi, dela samo pokažejo, kaj ti verjameš. Recimo, če imaš ti rad Simono, pa je ona lačna, ti imaš pa ful dober sendvič. In praviš, ful te imam rad, ampak pač ne dam ti sendviča. In ga celega sam poješ. Moš povedati, da sem njen mož. A ja, to je pač Andrej njen mož, tudi da nohte mislil, da govorimo o kakšnem prešuštvu. Ampak ti bi bil lažnivec. To ne bi bilo res, da ti njo ljubiš, če si cel sendvič sam pojedu, pa noče za njo skrbeti. Se pravi, a imaš vero v Boga, če nimaš del? Najbrž ne. Ampak nisi pa odrešen zato, ker imaš dobre dela. Se pravi, z drugim besedem, ti bi lahko nje dal sendvič, cel, za pojest pa jo vse ne ljubiš. Ne pomeni samo to, ker si dal sendvič, da jo res ljubiš. Se pravi, ti lahko odeš v cerkev, lahko bereš Biblijo, lahko vse delaš. Poglej si farizeje. Vse so prav delali. Pa je Jezus rekel, gadja zalega, pobeljeni grobovi. Na ven ste se ful zrihtali, na ven vse delate prav. Noter ste pa mrtvi, noter pa mrtvaške kosti. To je človek, kot je bila Simona, recimo, ko vse delaš religiozno prav, pa se pa sprašuje, sploh to vse res, sploh, ker nimaš osebnega odnosa z Bogom. Se pravi, dela ne morajo proizvesti vere. Ne morajo. Vera pa lahko proizvaja dela. Se pravi, odrešen si po veri, samo po veri si lahko všeč Bogu piše, ampak dela so pa kot neka analiza, ki ti v naravnem svetu pokaže, da si na pravi poti. Da vidiš, res, odkar verjamem, sem začel drugače živeti. Res, da je več Simone, redko kdaj se še kaj izlažem in tako naprej. Pač vidiš nek napredek, kar je bilo. Namen današnjega srečanja je to, da vas spodbudimo k raziskovanju, branju, da se direktno obrnete na Boga, ker so res posebni časi, veliko je ustrahovanja, ne vemo, kaj se bo dogajalo še v prihodnosti, ampak če imamo Boga, če imamo to resnico, da vemo, kaj je resnica in samo to osebno srečanje je lahko naše največje pričevanje, ne? Ker ko se mi enkrat osebno srečamo z Bogom, z Jezusom, potem vemo, da je to res. In tega nam potem nihče več ne more vzeti. Ta svet nam tega ne more vzeti. Razen če rečemo, in zamahnemo z roko, pa gremo naprej po stari poti. Vendar, če si ne želimo hoditi več po stari poti, želimo vedeti resnico, potem je to prava pot. Iskanje, raziskovanje, sploh v teh posebnih, nenavadnih časih, v katerih smo se znašli. Lahko pa še se osebno kaj pogovorimo in odgovorimo na kakšno osebno vprašanje. Hvala za vašo pozornost, hvala, da ste prišli. Želimo vam prijetno in spodbudno raziskovanje. In naj vas
pri tem blagoslavlja Bog. Amen. Hvala, Simona.